V starih časih je živela revna vdova. Imela je le sina Petra Klepca in kozo Rogačko. Ker je bila zelo revna, se je udinjala pri sosedih. Ko je delala na polju, je sin pasel kozo. Peter Klepec je bil šibak, droben in miren deček. Mater je imel rad in jo je vedno ubogal. Tudi Rogačka je bila mirna in pridna in zato se je lahko cele dneve igral. Bil je srečen. Čeprav je bil Peter Klepec droben, pa je kruh mlatil kot zastavo. Mati mu je morala rezati vedno večje kose in skrbelo jo je, kako ga bo nasitila. Nekega dne mu je rekla: Peter Klepec, sam si boš moral služiti kruh. Sosedu sem te dala za pastirja. Ko je to slišal, mu je bilo težko, vendar je ubogal. Mati mu je povezala culo in s solzami v očeh sta se poslovila. Sosed je imel veliko ovc. Peter Klepec je skupaj z drugimi pastirji vsako jutro ovce gnal visoko v gore. Ker so bile nemirne, je moral ves čas budno paziti nanje. Drugi pastirji so ga zbadali, ker je bil majhen in šibak. Zanje je moral hoditi k studencu po vodo in jim pasti živino. Če se jim je poskusil upreti, so ga zgrabili in tepli. In ga, ko je bežal, obmetavali s kamenjem. Zaradi tega je bil žalosten in bi najraje pobegnil domov. Vsak dan si je želel, da bi bil tako močan, da bi pastirje premagal. Ko je nekoč zopet šel po vodo za pastirje, so se medtem ovce razbežale. Ko jih je iskal, je prišel visoko na hrib, kjer je raslo gosto drevje. Tam je na jasi zagledal spečo deklico. Njena lepota ga je očarala. Da je sonce ne bi opeklo, je nabral veje in jih zataknil v zemljo okoli njene glave, da so ji delale senco. Ko se je deklica prebudila, je začudeno najprej pogledala Petra Klepca, nato pa še zeleno strešico nad seboj. Rekla mu je: Hvala, Peter Klepec, kako naj ti povrnem? Odgovoril je: Želim biti tako močan, da bom premagal pastirje, ki mi nagajajo. Deklica ga je peljala k strmi skali, čez katero je padala voda. Zajela jo je v dlan in mu dala piti. V sebi je takoj začutil veliko moč.
Zgrabil je tanko brezo in jo izruval s koreninami vred. Deklica mu je dala piti drugič in izruval je smreko. Ko je pil tretjič, je nad glavo dvignil ogromno skalo. Bil je presrečen. A ko se je hotel lepi deklici zahvaliti, se je ta spremenila v bel oblak in izginila. Šele tedaj je spoznal, da je bila to dobra gorska vila. Zdaj je brez truda našel ovce in jih prignal iz gozda. Ko se je vriskajoč vrnil k pastirjem, so se ti močno čudili. Kmalu so mu naročili, naj jim prinese vodo. Tokrat je pogumno odvrnil: "Kar sami jo pojdite iskat, če jo hočete piti." Pastirji so ga hoteli zgrabiti in pretepsti. Peter Klepec pa je prvega zgrabil za noge in ga zavihtel, kot da ima v rokah fračo. Pastirji so se prestrašili in kriče pobegnili. Spoznali so, da se z njim ni več šaliti. Peter Klepec je nato čredo odgnal domov, vzel culo in se vrnil k materi. Mati se je prestrašila, ko ga je zagledala, saj je mislila, da ga je sosed, pri katerem je služil, nagnal. Peter Klepec ji je vse razložil. "Od česa bova pa živela?" je vzkliknila. Dejal je: "To zemljo bom očistil in na to bova posejala pšenico. Od tega bova živela." Tako se je tudi zgodilo. Peter Klepec je pšenico nesel v mlin, mati pa je spekla pogačo. Zopet je lahko preživljal čas s kozo Rogačko in pomagal materi na njivi. Bila sta srečna kot še nikoli. Toda prišli so hudi časi. Deželo so napadli Turki. Cesar jih je skušal ustaviti, a zaman. Turški sultan je privolil v dvoboj med turškim junakom in nekom iz cesarstva. Cesar je iskal korenjaka, ki bi se pomeril s Turkom, a ga ni našel. Na predvečer dvoboja je na cesarjeva vrata potrkal Peter Klepec. Vstopil je, se spoštljivo priklonil in rekel: "Jaz sem Peter Klepec in bi se rad bojeval s turškim orjakom." Cesar se je le bridko nasmehnil, saj je bil Peter Klepec na pogled droben in šibek fant. A ko je pred cesarjem zdrobil 7 novih konjskih podkev, je slednji privolil. Ko sta se nasprotnika naslednji dan srečala, je Peter Klepec Turku v pozdrav ponudil roko.
Turek pa se je zasmejal in rekel: Pomoli k svojemu bogu, mladenič, ker te bo moral ubiti. Z visoko dvignjeno sabljo je šel potem Petru Klepcu nasproti, a ta se mu je izmaknil in ga udaril. Turek je zakričal, se zamajal in obležal mrtev. Toda turški sultan ni hotel sprejeti poraza in je nad zmagovalca poslal vso svojo vojsko. Peter Klepec je zgrabil drevo in z njim pometel Turke in jih za vedno pregnal iz dežele. Peter Klepec pa svoje moči tudi v prihodnje ni uporabljal samo za svoje koristi, ampak je z njo pomagal drugim, kajti tako je prav.